Takole sončki. Glih s kolesa, kakor se vidi, ne vidi se pa mogoče, da sem čist premočen. Končno po dolgem cajtu me je spet malo pral. Je pa prav fajn tale sonce pa dež. Je fajn polet dež zaradi tega, ker tudi če te opere, se ne sekiraš kaj preveč, kaj je toliko toplo zunaj. V tem videu gremo čez samo počutje, pa se pravi, zdaj smo koliko dober mesec še pred etap Slovenije. Tako da, kako se bom zdaj še ta zadnji mesec pač lotil. Hočem nekako dobiti tretji orang trening na teden noter, pa če sem čist fair, sem to gotov, da ne morem, se pravi dvakrat all out, en daljši, bolj na easy, oziroma to so pa že 4, tako da vse ostale dni se bolj, sam razpelam pa vludgljam. Pa imamo pa še temo, ki sem obljubil, da bom julija vam sporočil, se pravi, zakaj se zdaj to imenuje kolesarska kultura. Kaj sem ugotovil glede tlaka se pravi višine tlaka v gumah. Imel sem zdaj v zadnjem tednu, mislim, da če celo, ne vem, 2 defekta ali 3, pa po moje že počasi dost. Tako da evo, te teme bomo obdelali, tisnite dol like, delite s frendi, pa se vidimo na rundi. Neč, gremo začeti. Evo, jaz sem začel zdaj montirati video, pa mogoče najboljš, da gremo najprej sosedo Petra vprašati, ker zelo pridno dela. Koliko ima kaj ona na pumpa, ampak koliko trenira. Šefica. Evo. Jaz ti daj, veš kaj bi snimal, pa mene hoda snima. Ja, da padejo ogledi takoj dole. Kako se pripravljaš zdaj na Etap Slovenija? Se kaj posebej pripravljaš, noč? Je to bolj... Si dosegla že svoj pik in zdaj greš sam še dol? Ne, v bistvu nadaljujem s treningi, tako kot sem do zdaj delala. In se držim treningov, zdaj sem trenutno malo bolj švoh, ker sem tudi tako fizično, zdravstveno. Alkohol? Ne, kakšen alkohol, kaj to kašlaš čudno? Včasih imaš težave z alkoholom. Koliko na teden treniraš tako, da imaš res trening, da ni razpeljava? Ja, v bistvu sem vse trening, ampak da so pa res intenzivni treningi, da so taki težki, na hard imam enkrat na teden, da imam ali VO2 max, ali so šprinti, ali so fit treningi. Pa imam pa ponovadi za vikende, imam pa te zdaj daljše fure, no. Pa da se ti se tudi v bistvu težko, če tako gledaš, sam pač je daljša vožnja, pa si pa v bistvu tako zmatran. Ok. Jaz sem prejšnji teden imel parkrat ful premalo napumpane gume, pa mi je parkrat zračnica počela, ti imaš zdaj neke nove plašče gor, ko so ti všeč? Ja, nori so, tile, da mi pomagi. Ovo je bohno Continentalove, kako so že Architect, te nove, ki jih je vozil Pogačar tudi na turu. In zdaj ima tudi Mersat in smo On jih ni vozil? Ja, imel jih je. Na kolesu so jih predstavljali na začetku. Ja, predstavljali so jih, samo on je vozil te Tescos. Ja, mogoče jih je vozil na kakšnih, ne vem, v glavnem, zelo dobri plašči. Še Mersat lahko potrdi, da so ful dobri, kaj niso dobri, res so dobri, no. Še Mersat je rekel, da so to zelo podoben, da se zdaj že lahko... Kupite Vittorio NX, te so top. Ma ne, zdaj na nekaj. To je pa plašč, ki ga boste menjali vsakih 1000 kilometrov, tako da brez veze. Jaz sem debel, pa imam že več tavžant gor, pa ni problema. Ja, saj zato ima pa zračnice mu pušajo, pa feltne ima vse potovčene. Malo pogledajte, kakšen ima kolo. V glavnem. Spet nekaj, ki nima veze, kjere plašče imaš gor. Ja. Ne, res, še Mersat je rekel, da so to že zelo dober približek tubularju po občutku in so nore. Sploh na ovinkih, na spustih, na cesti, če je mečken mokra, zadnjič, ko smo šli na Dolensk, je to zelo dobro pokazali za zelo, zelo dober plašč. Vrhunsko, najboljši do zdaj. Glede na to, kako se Peter spušča, pa vozu mokrem, to ni glih nek pokazatelj. Jaz sem bil pri takih, ki se ne znamo spuščati, da je to pokazatelj, če se bolj dobro počutiš. Kaj je tebi pokazatelj, če se na vsaki gumi dobro lahko spuščaš? Se ne na vsaki, sam natekamo gor. Ja. Kaj posebenega? Nič, kaj pa ti, jaz se ti kaj pripravljal? Zdaj bomo šel pa še na hiter vam pokazati, kako izgleda ta plašč. Tako da, nič, kva, gremo. Evo, to je tole. Da imamo gor še neko posebno verigo, je Mersat zmontiral. Takole pa izgleda tole. Od Contija, ne vem, pač... Zdaj, tale, ko mu ga je Mersat dal na koncu gor, je rekel, da je ful navdušen. Evo, tukaj vidite tole raketo.
Petra pravi, da so top. Zdaj, kupite, probite, pa boste videli. Meni je malo težko toliko zagon za clincher plašč, ampak ja, tisti, ki pa bi sprobate vse nove stvari, si jih pa zdaj mislim, da v Sloveniji ne vem, kje so, ampak v Nemčiji vem, da jih lahko naročite. Tako da, evo, lahko jih naročite v Velobaru, pa jih dobite cenejš kakor kjerkoli. Bolj pridem sem in traja ponavadi ene 15 minut, preden Petra se sprazne, zventilira, da pol jaz dobim en macchiato. Tako da, če pridete v Velobar, pa bi se radi s Petro pogovarjali, kadarkoli ona dela maklet cajt, ali 4 ure se lahko pogovarja z vami, z veseljem, samo morate biti tih. Anže čaka na macchiato, pa ga dobi džabe. Njo samo vpraša živo Petra, a samo rečeš živo Petra in ona bo sama začela. Tako da, idealna za nekoga kot je Mersat, ki ne rad govori in bolj kamorkoli gresta, je to. Mersat jo sam pogleda, pa spet 4 ure je dober. Kva sem dobil? Tako, 45 minutes later. Ja. Tuj. Evo, takole, da vam zdaj še pokažem. Sprav, jaz sem gume, res prejšnji teden sem imel par defektov, vsakič sem bil jaz kriv, ali sem bil na telefonu, ko sem bil na kolesu, sem zapeljal v luknjo, enkrat sem se skoraj zbolčil za en čista najmanjši ležeč policaj, ko sem sam z eno roko držal balanco, tako da ja, ne tega početi, učite se od nas, ko smo malo bolj naumni, da se tega pač ne dela, se rajš ustavite. Skratka, takole, gumce, jaz sem po moje tist, ki vsakmu pravi, da ne manj napumpa gume, pa da vidi, koliko je una ta prav pritisk v gumah. Zdaj, kar se tiče klele, pri moji raketi, je zadeva taka, da pritisk v gumah, se pravi, rečemo, da imam 90 kg, 28 gume, široki so, mislim, da je 21,5 obroči, se pravi, notranja dimenzija, zunanja je 28, cela neki. In imam napumpane na 4,5 bara, zadnjo mogoče 4,8. To je STPU plašči, STPU z zračnicami, pa Vittoria NXT plašči. To se je zaenkrat izkazalo za vrhunsko, če gledam pol v dežju, bi bilo pa rečemo ene pol bara manj, se pravi okrog 4 bare. Tako bom rekel, da se kolo dobro obnaša, da je še vedno hiter, pa predvsem je zelo dober, pa pač dober oprijema. Lahko komentirate spodaj, kakšne plašče imate vi, pa kako pumpate, oziroma kako ste prišli do tega zaključka, da je tak tlak pač pravilen za vas. To bolj zato mogoče, da še ostali vidijo, kaj pa kako sploh tisti, ki šele dobro začenjajo. Evo, zdaj pa kar se treningov tiče, overall, da bom rekel, da kaj ekstra še delam, kakor so te naše runde, pa dolge vožnje čez vikend, takrat, ko mi rata, nažalost mi skos ne bom počel. To je ta glaven cilj, torek, četrtek se uničati, pa v soboto ali pa nedelo eno daljšo, pa s kakšnim tem daljšim intervalom noter in ja. To je načeloma to, kar se tiče mojih priprav. Ta glavna stvar, ki moram narediti, je, da shujšam. Vidim, da zdaj takrat, ko grem na polno, držim skoraj tam, rečemo, da 15 minut. Do 20 minut lahko držim cirka 300, rečemo, da 360 do 380 vatov, kar je meni čisto ok. Zdaj moram sam iti par kil dol in pač itak, ko se več voziš, prej bom bil zmožen pač več vatov držati. Če je tam do 10 minut, pa mislim, da mi rata dobrih 400 vatov. Kar je, jaz mislim, da čisto ok. Lahko pa komentirate spodaj, koliko ste vi zmožni ali pa koliko imate vat na kilo. Kar morate tukaj vedeti, mora vsak pri sebi, kje ste slabi in tisto pač probati potrenirati. Jaz vem, da sem najslabši v klanc gor, se pravi, ta glavna stvar, ki moram narediti, je zgubiti kile, da bom lahko šel hitrejši v klanc gor, ker sama moč mislim, da je. Zdaj moram sam počas tega špehka klele se malo znebiti, pa veliko tega špehka klele in pol bo šlo. Pa gremo.
Ta je imel še cajt jest, vidiš? Jo. Zelo smeke, bolj grenak. Ja, moj pa sploh. Sam da se postal več kot 6%, me vse jebe. Še najbolj pa. To sem pa vedel, gledam. Pa še kar se tiče kolesarska kultura, zakaj se to tako imenuje. Jaz sem že več let idejo, da bi naredil ne klub, ampak da bi se pač podružili in da bi se naučili skupaj voziti, se pravi kolo. Čakal sem, da bom našparil nekaj denarja, da bi si kupil še 2 kameri, zato da bi vse to lahko posnel, ampak zgleda, da to še nekaj cajta trajalo. Tako da dokler ne bom imel jaz teh kamer, da bi lepo snimil, ker planiram nabaviti 360 kamere, zato da se pol tudi pač lepo zmontira in se vse vidi. Ja, boste mogli gledati tlele po telefonu. Točen kako pa kaj vam bom še razložil v enem od naslednjih videov, ampak kar se bo dogajalo, se pravi tukaj, da bomo imeli enkrat na teden vožnjo zelo na easy, predvsem je pa smisel tega, da se naredi zato, da se ljudje začnete pravilno voziti na kolesu, kako se daje menjave, se pravi, targetirano bo to predvsem na tiste, ki se vozite v skupinah, pa ki bi radi mogoče kaj napredovali. Zdaj tisti, ki se vozite sami, ne bom učil glih, kako se, niti nisem učitelj, kako se prestavlja ali pa ne vem kaj dela na kolesu, ampak tukaj se gre bolj za to, da se ve, kako se dela menjave, mogoče tudi ta moj pristop treningov, se pravi vse zelo na simpel način, vse tako, da se lahko vsak sam sebe trenira, ne da rabite kogarkoli drugega. Tistim, ki to ustreza, jaz verjamem, da to ni za vse. In tistim, ki to ustreza, vsi lepo vabljeni, vse bo zastonj. Ja, čakal sem pa, da bi si lahko privoščil te 2 kamerci, da bi še za vas, ki ste na YouTubu, ki ne morete hoditi v Ljubljano, da bi imeli to vse posnet, da bi pač tudi vi videli. In s časoma, ki si bom jaz to lahko privoščil, bomo pač to tudi tako naredili, da bo vse z dobrim zvokom, itd. Tudi v videu posnet in da boste pač pol imeli. Se pravi, še enkrat govorim, vožnjo v skupini, kako se daje menjave, kako se tudi prišpara kaj na moči, ko se voziš v skupini, kako se držati na kolesu, kako sam sebi, rečemo, da treninge spisati, polhanje takih stvari, ki mislim, da jih veliko ljudi, sploh od vas, ki to gledate, že ve, ampak ki se jih sliši, pol se tega začnemo pač držati, tako da šli bomo čez take stvari čez. Ta video bo hodil ven enkrat na mesec, enkrat na 14 dni in ja, upam, da boste zadovoljni, tako da nič, bomo hmalo začeli. Uživite na kolesu, do naslednjič, let's ride.